Razstava Iztoka Maroha z naslovom Uprizoritev prikazovanja je na ogled v mariborski galeriji Art Kit. Gre v bistvu za razstavo, kjer umetnik uprizarja določeno seveda kombinacijo umetniških del nastalih v predvsem zadnjem enem letu. Torej gre za najnovejša dela tega umetnika, ki deluje kot predavatelj, živi med Dunajem in Mariborom. Njegova primarna v bistvu nekako izrazna moč pa se predvsem giba na področju skulpturalne keramike. Z razstavo v bistvu 5 umetniških del Iztok Maroh predstavlja svojo najnovejšo umetniško produkcijo in gradi zgodbo, tako kot v svojih prejšnjih razstavah. Maroh vedno nadaljuje tak kontinuiran v bistvu niz redefinicij umetniških dogodkov z uporabo ready-madeov, predvsem pa raziskuje tudi odnos med pojavnim svetom, torej vidnim in pa človekom. V tej razstavi se sprašuje predvsem tudi o procesih, ki seveda pogojujejo neko sodobno estetsko izkušnjo sodobnega človeka. Kako v bistvu eden na drugega, torej pojavni svet in človek, eden na drugega vplivata in kako v bistvu potekajo ti procesi dojemanja in doživljanja estetske izkušnje, ter kako na oblikovanje pomena in tudi vprašanja lepega, grdega, vrednotenja in tako naprej vplivajo neki sodobni, v bistvu družbeno-politični, tudi ekonomski v bistvu premiki. Torej umetnika predvsem zanima grajenje zgodbe, večplastne zgodbe, tako kot v vseh njegovih prejšnjih tako delih kot tudi razstavah. Se umetnik predvsem sprašuje, kaj je tisto, kar v nas vzbuja nelagodje, zato je tudi razstava zasnovana na tak način. Namreč vsa dela vsebujejo tako vsebinske kot tudi formalne dihotomije in antagonizme. Torej zgodba, ki jo umetnik gradi v tokratni galerijski postavitvi oziroma redefiniciji tega umetniškega dogodka, govori pravzaprav o tudi času nekega oziroma stanju sodobnega duha, govori o vrednotenju materialnega, o potrošniški kulturi, o tesnobnosti sodobnega človeka in tudi ujetosti le-tega v bistvu nek aparat neoliberalnega sistema. Če pogledamo posamezna dela, Maroh v bistvu v tej razstavi uporablja različne materiale, različne medije in tudi umetniške strategije. S tem, ko pravzaprav sopostavlja materiale, ki so na nek način krhki, na drug način pa močni, spet gradi neko v bistvu antagonistično pozicijo in izkušnjo gledalca. V delu La Belle Chocolatière de Vienne umetnik v bistvu izdela figuro, ki je nastala po umetniškem delu Dunajska deklica s čokolado umetnika Jean-Etienne Lyotarda, znanega ženevskega slikarja. Delo je nastalo v 18. stoletju. Slika pa je navdahnila v bistvu dunajsko zelo znano manufakturo porcelana Auggarten, ki je izdelala porcelanasto figurico, torej te deklice, ki na pladnju nosi skodelico čokolade. Hkrati pa je ta objekt postal zelo hitro tudi dragocen, seveda zbirateljski objekt. Gre torej za starino oziroma antikviteto, ki seveda nosi določeno materialno vrednost. Umetnik je delo razbil in ga na novo sestavil. S tem, ko je v bistvu za to performativno gesto, ki jo je tudi v videu posnel, je tej skulpturi, tej dragoceni v bistvu figurici odvzel primarno funkcijo in neko vrednost, ter ji dodal nov pomen oziroma novo umetniško vrednost oziroma novo umetniško stvaritev. Ravno ta
performativna gesta, v bistvu tudi lomljenja, je ta antagonizem, ki hkrati deluje na gledalca oziroma gledalko tako kontemplativno, kot tudi zelo nelagodno. Maroh s tem komentira seveda nekako absurdno v bistvu in abstraktno vrednotenje in pa delovanje umetniškega trga, seveda pogojenega z različnimi družbeno-političnimi, ekonomskimi vplivi. Hkrati pa tudi se sprašuje o vrednosti in absurdnosti materialnega. Drugo delo na tej razstavi je spet eden izmed ready-madeov, oziroma gre za delo Sledi, nastalo v letošnjem letu. Gre za primarno v bistvu objekt, torej reprodukcijo umetniškega dela slike družine Mozart, torej te zelo znane podobe, ki jo je naslikal Johann Nepomuk della Croce v 18. stoletju. Umetnik je sliko prebarval s posebno črno akrilno barvo. Gre torej za barvo, ki se imenuje Black 3.0. Izdelal pa jo je umetnik, angleški umetnik, kot odgovor na v bistvu škandal, ki je zavzel umetniški svet, ko je Anish Kapoor v sodelovanju z proizvajalcem barv sklenil v bistvu zelo ekskluziven dogovor za uporabo najbolj črne barve na svetu, torej Vanta Black, ki posrka 99,96% svetlobe. Stuart Millet, torej umetnik, ki je izdelal črno barvo Black 3.0, je tako v bistvu odgovoril torej Anishu Kapoorju na njegov ekskluziven dogovor. Tole barvo pa lahko pravzaprav kupi kdorkoli, ki se zaveže, da te barve ne bo posredoval Anishu Kapoorju. Ta črna, grozeča v bistvu barva, ki deluje tako, kot da absorbira vse vidno, tukaj služi v bistvu tudi kot nek formalni izraz. Umetnik je namreč prebarval torej celotno podobo, razen dlani protagonistov, torej Mozarta, njegove sestre in očeta, s čimer je ravno tem rokam, dlanem dodal še dodaten status, torej nekega artefakta, pravzaprav orodja, ki ga umetnik uporablja za seveda vsakdanja opravila in pa za proizvodnjo, torej oziroma produkcijo umetniškega dela. Torej, vrednotenje umetniškega dela in dela nasploh je seveda ena izmed linij, ki jih umetnik v tej razstavi tudi nagovarja. Delo z naslovom Tinder, ki pa je prav tako v bistvu baziran na starini, torej kolorirani jedkanici, ki pa jo je umetnik tokrat digitalno rekonstruiral. Ta jedkanica pravzaprav prikazuje en zelo zanimiv stroj, ki se je v 18. stoletju uporabljal le nekaj desetletij, in sicer za kaznovanje. Gre torej za tako imenovani delovni mlin, ki so ga uporabljali za kaznovanje predvsem dolžnikov in pa drugih zapornikov. Funkcija te naprave ni bila nič drugega kot to, da so ti ljudje, ti obsojenci v prazno vrteli ta mlin. Zato neko gesto digitalizacije, ki se potem spostavi animacija, ko se gledalec oziroma gledalka približata z telefonom. Torej to delo Tinder v bistvu poveže vzporednici med absurdnostjo torej te naprave, ki se je uporabljala za kaznovanje, in pa absurdnostjo, izpraznjenostjo sodobnega sveta in ujetja človeka oziroma posameznika, posameznice v bistvu to neko žrelo. Z temi deli, kjer pač umetnik v bistvu nekako kombinira
neke materijale, ki so seveda fizični in pa digitalni, seveda gradi še kompleksnejšo zgodbo ter jih aktualizira v prostor tukaj in zdaj. Zadnji dve deli na razstavi, ki bi jih seveda potrebno omeniti, sta pravzaprav skulpture, dve skulpturni skupini, Ribičeve hčere, gre za skulpturo ženskih teles, aktov, ki pa predvsem govorijo tudi o neki telesni mesenosti oziroma telesnosti in tudi nekih estetskih idealih ženskega telesa. Kar je tukaj tisti moment, ki v gledalcu oziroma gledalki vzbuja ravno ta antagonizem oziroma nelagodje, je, ko podrobneje pogledamo, vidimo, da figure na rokah nosijo pravzaprav ribe oziroma da te ribe glodajo roke teh figur. Riba je v vsej svoji bogati ikonografski seveda vsebini skozi različna obdobja umetnostne zgodovine in seveda človeštva nosila različne pomene, tukaj pa predvsem simbolizira nezavedno in potlačeno. Zadnja skulptura, ki se tako navezuje tudi na uporabo te črne oziroma najbolj črne barve na svetu, pa je skulptura Umetni vrt, kjer pa umetnik spet z nekim sopostavljanjem materialov predvsem raziskuje formalno plat estetske izkušnje. Namreč tridimenzionalne skulpture, ko jih pobarvamo z to najbolj črno barvo na svetu, izgubijo svojo formo in ustvarjajo tudi neko iluzijo vidnega.